Začnemo. Lepo pozdravljeni, tudi hvala, da ste se odzvali na naše povabilo. Iz povabila, kako izhaja, da bi radi spregovorili o perspektivi zaposlenih v slovenskem gradbeništvu. Dogovorili smo se, da bo imel danes glavno besedo naš kolega Oskar Komac, sekretar sindikata delavcev zaposlenih v gradbeništvu. Nekaj bo dodal k temu Goran Lukič, naš svetovalec za področja socialnih vprašanj in še česa v naši organizaciji. Pa mogoče na koncu dodam še kakšno misel. Oskar, izvoli. Samo. Ali pa malo da ne bi še tehnično lažje. Ja. Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, če na začetku ugotovim, da je splošna situacija v gradbeništvu težka in zakomplicirana, verjetno nisem nič novega povedal, ampak dejansko se soočajo podjetja, da tako rečem, ki se poveda tudi odraža potem na socialno-ekonomski položaj zaposlenih z neko splošno slabo likvidnostjo, z kapitalsko neustreznostjo in predvsem pomanjkanje trajnih virov financiranja. Zdaj to v bistvu še dodatno onemogoča oziroma težkoča dostop do dodatnih finančnih virov, predvsem bančnih kreditov. Zdaj po podatkih je seveda plačilna sposobnost gradbeništva izredno ogrožena. Praktično 30% po zadnjih podatkih vseh obveznosti, ki so zapadle pa ne plačane, odpade nekje na področje gradbeništva. Zdaj, to področje gradbeništva je bilo v letih 6, 7, 8 zaradi znanih, bom rekel, velike ponudbe poceni denarja in, bom rekel, napihovanje tega nepremičninskega balona deležno pravzaprav izredno visoke rasti. Ta visoka rast se je odražala v temu, da je recimo delež ne samo v absolutnem znesku, tudi v relativnem znesku je znesek v bruto družbenem proizvodu, ki je bil tam nekaj čez 5%, zrasel na preko 7% v letu 2008. Se pravi, ni bila samo neka nominalna rast, ampak tudi v deleži napram drugim dejavnostim. Da so porast zaposlenih bil v tem obdobju glede na leto 2005 pa konec leta 2008, ko je bila ta nekje zaposlenost na vrhuncu, tam nekje okrog 40% nas je bilo več zaposlenih, oziroma skoraj da med 25 in 30 tisoč. In seveda vse ti podatki kažejo, da je pravzaprav zdajšnjo obdobje težko za zaposlene iz enega osnovnega vidika. Namreč potem pa je šlo do velikega padca v letu 2009 za skoraj da 22% vrednosti upravljenih del. Danes so prišli novi podatki do septembra, napram septembra lani je okrog 18%, se pravi, da bo tudi letošnji padec nekaj pod 20% in še vedno tudi napovedi za leto 2011 niso rožnate, napoveduje se od 5 do 7% padec gradbene aktivnosti. In če to vse skupaj seštejete, pridete pravzaprav tam, da smo skoraj da 40% manj opravljenih del kot nekje v tistem najvišjem obdobju leta 2008 in da smo trenutno tudi že nekje pod letom 2005. Zdaj seveda soočeni smo z stečaji, praktično se nam to zdaj že dnevno pojavljalo, na eni strani prisilne poravnave, drugi pa stečaji. Neki podjetji je v prisilni poravnavi, vendar seveda treba reči, da vkolikor seveda podjetje nima zagotovljenega nekega posla za naprej, je vsaka prisilna poravnava nesmiselna. Prisilna poravnava je smiselna v primeru, da imaš ti posel za naprej, da potem lahko s tem bodočimi posli pravzaprav financiraš nove projekte in odplačuješ tudi neki del dolgov za nazaj, za koliko se pač dogovoril v nekem postopku prisilne poravnave. Kar se tiče borbe za posle na gradbenem trgu, je zadeva, bom rekel, izpod vsakih normalnih pogojev. Dajo se popusti tudi tam 40, 45, tudi do 50%, samo da se neki posel pridobi. In jaz temu rečem neki sodobna catch the cash igra. Zakaj gre? Podjetja pridobivajo posel samo zato, da zagotovijo neko tekočo likvidnost, ki je lahko tudi, bom rekel, že ponudba je v bistvu tako rekoč v izgubi in s to tekočo likvidnostjo poravnavajo dolgove za nazaj. In v neki situaciji, ko zmanjka, bom rekel, novih investitorjev ali če hočete novih vlagateljev,
pri igri catch the cash, zmanjka za poplačevanje starih obveznosti in se zadeva potem zruši. In to seveda, to izčrpavanje zdaj poteka že kar nekaj časa. Lejte, tak simptomatičen primer je recimo primer Gradisa Celje, ki je zdaj tudi mislim, v kazenski ovadbi zadeva. Tam je bil sklenjen posel za 19 milijonov evrov, potem pa oddan pod izvajalcem za nekih 22,5-23 milijonov. Se pravi, da je bilo že zavestno storjeno dejanje, da bo pač v končni fazi moral nekdo ostati brez plačila, ker sicer ne moreš tega posla, bom rekel, po neki zdravi podjetniški logiki zapreti. Vendar to se danes tudi dejansko dogaja in so zadeve pač takšne, kot so. Kot sem rekel, zdaj, glede na padec, ta 40% padec gradbene aktivnosti se bo seveda poznalo na zaposlenih. Jaz moram reči, da ta moment je padec zaposlenih okrog 12 tisoč, glede na tisti vrhunec, nas je bilo nekaj čez 90 tisoč, tam konec leta 2008, danes nas je okrog 78 tisoč. Vendar ta padec pravzaprav, in to seveda mene skrbi, še ne odraža tega dejansko, kar se je zgodilo skozi vrednosti upravljenih del. In po mojih ocenah bo nekje do konec leta, ker v tej številki 12 tisoč še ni zadnjih velikih stečajev, Vegrada, SGP Zasavje je vložen predlog za stečaj, Gradbeništvo Lendava je vložen predlog za stečaj, Gradišče Cerknica je tudi vprašanje, kako se bo zgodba končala. Namreč ta domino efekt v gradbeništvu je izredno izrazit. Ko eno večje podjetje, eno večji sistem pade, pravzaprav ne upam se predstavlja, kaj se bo zgodilo, če pade recimo še eden od teh velikih sistemov, ki so danes pod vprašanjem, pride do tako imenovanega domino efekta, ker je pač izredna povezanost v tej izvajalski oziroma podizvajalski verigi in recimo stečaj Vegrada je pomenil direktno ogroženost, kar bom rekel, kopice podizvajalcev. Med njima, kot sem rekel, konkretno Gradišče Cerknica ima recimo do terjatov do Vegrada 2,5 milijona. Če bi to dobil plačan, bi lahko normalno delo, normalno posloval in se naprej, bom rekel, razvijal, ker te je pač šlo vse skupaj v stečaj, bo čakal na tisto poplačilo iz stečajne mase nekaj let, se pravi, da do takrat pa pač preživeti ne more in se bo verjetno tudi tam zgodil stečaj. Zdaj, kar se tiče plač v gradbeništvu, jaz moram reči, da sem šel malo podatke gledati, celo, to je zopet statistično, so celo v enem letu porasle za nekih 3,8%. Realno seveda je to nekaj manj, je okrog 1,6%, oziroma 1,8% in to je več, kot je v povprečju porasla plača v tej državi. Mene seveda treba vedeti, da je tukaj ta porast predvsem posledica dviga minimalne plače, zaradi strukture zaposlenih v gradbeništvu je prejemnikov minimalne plače skoraj da 5 tisoč v gradbeništvu, oziroma približno 10% vseh, ki prejemajo minimalno plačo v tej državi, je zaposlenih v gradbeništvu in se seveda potem ta vpliv minimalne plače izredno pozna v nekem povprečju. In zato je, bom rekel, bil vpliv ali pa dogovor o dvigu minimalne plače za področje gradbeništva, za zaposlene v gradbeništvu, bom rekel, zelo pozitiven. Praktično takšen dvig plače ne bi bilo možno doseči z drugimi ukrepi. Mi smo tudi poskušali za kolektivno pogodbo doseči dviga plače, pa nam to v poletnih mesecih seveda zaradi znanih razlogov ni uspelo, oziroma je bila celo pobuda delodajalske strani, da celo nekoliko znižamo plače, na kar pa tudi mi, bom rekel, nismo pristali. Tako da te plače so v enem letu porasle, kot se rekel, nekoliko več, vendar kot se rekel, učinek je minimalne plače, pa učinek je seveda tudi, da glavne zgubljajo delo tisti z nižjimi plačami in s tem seveda tudi zvišujejo povprečje, se pravi manj zaposlenih na neko določeno maso izplačanih plač. Problemi so seveda tudi z plačevanjem prispevkov in seveda tudi vseh drugih dajatev, ki jih mora podjetje plačevati. Zamuja se z izplačili regresov, celo so, bom rekel, pobude se strani uprav, da bi se to preneslo v naslednje leto, potem enostranski ukrepi se strani uprav, da bi bila plača samo da bi bil regres za letni dopust samo v višini zakonske določene minimalni višini, čeprav imamo po naši kolektivni pogodbi ta znesek nekoliko večji. Problem so seveda izplačevanje tudi vseh ostalih materialnih stroškov in vse tisto, kar je povezano z delom. Se pravi, da tukaj se dejansko poskuša zaposlene maksimalno stisniti, zato da bi se pač obdržali na trgu, kar je pa itak, kot sem rekel, velika težava. Zdaj naslednja stvar, ki, kot sem že rekel, ta dumping, ki se dogaja,
dodatno izčrpava podjetja in kaj pravzaprav storiti v tej situaciji. Jaz moram reči, da smo mi imeli že kar nekaj razgovorov tudi z predsednikom vlade, poskušali smo pravzaprav ne samo ugotavljati neko stanje, ampak ponuditi neke rešitve. Ne. Zdaj rešitve se nam kažejo, predvsem mi pač od te vlade in tudi nov proračun tega, to bom rekel, te zadeve ne podpiramo, pravzaprav pričakujemo neki investicijski zagon. Neki new deal, če hočete. Namreč vsako delovno mesto v gradbeništvu pomeni 2 do 3 zaposlene v drugi dejavnosti. Tukaj je stvar, bom rekel, izredno prepletena in tukaj ni pravzaprav nič novega, če poskušamo dejansko apelirati na vlado, da se tukaj premaknejo nekatere investicije. Predvsem so tukaj v infrastrukturo, zdaj najbližje realizaciji je ta drugi tir Divača-Koper, ne. Čeprav zanimivo, ne, če greste gledati, ta tir naj bi gradili, če ga bomo začeli v naslednjem letu, tam do leta 2017, ne, to je 7 let za 27 km. Pred 150 leti v času Marije Terezije so pa zgradili Ljubljano, Trst v 6 letih. Približno 5krat več, ali pa 4 do 5krat večjo razdaljo. Jaz sicer verjamem, da je ta trasa izredno zahtevna, ker praktično samo po viaduktih pa po predorih teh 27 km, vendar kljub temu. Ne. Zdaj seveda verjetno so tukaj težave tudi za zagotavljanje financiranja, tukaj gre za okrog 900 milijonov vredno investicijo, plus še skoraj 200 milijonov v to posodobitev obstoječega tira, da bi se to povečalo. Vendar, kot sem rekel, to ni dovolj. Jaz mislim, da Slovenija potrebuje še marsikaj na tem infrastrukturnem delu, tudi te tako imenovana tretja razvojna os in podobne zadeve, ne zato, da bi reševali gradbeništvo, pa tajkune in tako naprej, ampak so to realne potrebe te države. In jaz seveda moramo pozoriti, gledajte, v tem momentu so izredno, bom rekel, teme okrog tajkunov, vsaka investicija, ki naj bi se odprla, se jemlje tudi kot, ne vem, pomoč tajkunom in tako naprej. Ampak jaz mislim, da se tukaj pozablja na ljudi. Zadaj so, kot vidite iz podatkov, tisoče in tisoče ljudi, ki so odvisni od tega posla. In če nekih poslov ne bo, veste, se lahko mi zelo, bom rekel, zauzemamo, pa kako bomo poskušali ta delovna mesta ohraniti in tako naprej, ampak če poslov ne bo, če ne bo dela, če ne bo investicij, tudi tega ne bo možno tega ohraniti. Odprta je zadeva okrog stanovanj. Tukaj smo imeli že 2 leti, bijemo eno bitko, pa pravzaprav ne moramo prebiti od nekih načelnih soglasij. Z temi preostanki od 4000 do 5000 te stanovanj neprodane bi lahko vzpostavili neko novo stanovanjsko politiko v tej državi. Vzpostavili neki najemni trg, ki bi dejansko deloval na principu oddajanja stanovanj. Danes so vse mlade družine obremenjene s tem, da morajo kupiti stanovanje. Zakaj pa? V svetu imate 80% najemnih stanovanj, 20% pa lastniških. Pri nas je pa zadeva ravno obratna. In seveda, marsikatera družina bi bila sposobna plačevati neko, bom rekel, normalno najemnino, niso pa seveda sposobni odplačevati, ne vem, 150 000 evrov kredita. In tukaj bi bilo možno za temi stanovanji, bom rekel, to zadevo postaviti neki normalni najemniški trg in neke, bom rekel, normalne pogoje oddajanj. Tudi, če hočete, saj pri nas je ta najemni trg pravzaprav več ali manj črni trg. Ni pravne varnosti ne za tistega, ki najema stanovanja, pa ne za tistega, ki ga oddaja. To so vse neke pogodbe, ki so več ali manj, ali so bele, ali so črne, ponovno so pa nekje sive, nekje vmes. To je možno. Potem naslednje področje, ki je bilo tudi možno zagnati in je to nujno področje, je energetska sanacija stavb in stavbnega fonda. Velika nerodnost države, v letu 2009 je bilo na voljo 180 milijonov iz strukturnih skladov sredstev, naš vložek bi moral biti okrog, se pravi države Slovenije, okrog 30 milijonov, da bi ta sredstva dobili za, kot sem rekel, energetsko sanacijo stavbnega fonda in ker pač tega denarja nismo zagotovili, je šlo, bom rekel, direktno 180 milijonov, ampak recimo 180 milijonov, veste, je realizacija enega velikega gradbenega podjetja, že recimo z, dajmo reči, 600 do 700 zaposlenimi. To niso majhna sredstva. Ne. Na področju tudi, bom rekel, okoljske ravnanja z okoljem je ravno tako potrebno sprožiti investicije. Mi še danes ne izpolnjujemo osnovnih kriterijev, ki bi jih morali glede ravnanja z odpadki. Vi veste, da je zdaj že skoraj 2 leti, kar se več odpadkov ne sme zakopavati po domače povedano, ampak jih je potrebno predelati. Druga stvar, ki nam se tudi
v zadnjem času odpira, gledajte, koliko je padla gradne aktivnosti, samo če pogledate, kaj se nam dogaja za proizvodnjo prodaje cementa. Mi imamo 2 cementarni, Anhovo pa Trbovlje, obe približno pol leta stojita. Zapravi, da je že to, ker je pač cement osnovni element, je to že osnovni pokazatelj, kaj se nam tukaj dogaja. Zdaj, v Trbovljah imamo, bomo rekel, tudi grožnje po zaprtju tovarne, zato ker je pač okolje ali pa del okolja pravi, da tega ne sprejema, čeprav ta tovarna ima vsa okoljska dovoljenja in vsak mesec izvaja v skladu z predpisi in tistem, kar ima pač naročeno meritve in na podlagi tega so, bomo rekel, meritve v okviru tistih dovoljenih obsegov. In kot sem rekel, v tisti dolini, če temu tako rečem, v Zasavju, nam gre zdaj podjetje SGP Zasavje v stečaj, če se nam zgodi še z Lafargem nekaj, bo to v bistvu zopet povečevanje socialne katastrofe v tistem območju. Tam je v SGP Zasavje zaposlenih 130 ljudi, nekaj več od tega v cementarni. Na cementarno seveda vezan cel kup kooperantov, ker so pač outsourcali vse tiste zadeve, ki niso direktno povezane za njihovo proizvodnjo in ne vem, če bo sam zelo čist zrak dovolj, da bodo lahko ljudje od tistega, bom rekel, v tisti dolini živeli. Ne. Tako da, kot sem rekel, situacija je težka, naporna. Nekatere premike, mogoče bo Goran, ker več smo pač dosegli na področju delavcev migrantov. Jutri se podpisuje socialni sporazum, sprememba socialnega sporazuma med Bosno in Hercegovino in Slovenijo, da bodo tudi lahko delavci migranti oziroma tisti, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, če izgubijo službo, dobili tudi nadomestilo na Zavodu za zaposlovanje. Mislim, da je to pomembna stvar, da je to tukaj en premik. Pripravljajo se določene spremembe zakona o tujcih, kjer bi se uredili tudi z neko uredbo življenjski pogoji za te ljudi in predvsem pa postopki in roki za pridobivanje delovnih dovoljenj, ki so zdaj praktično pehali te ljudi v skoraj da sužnje lastniško odvisnost od lastnika podjetja oziroma njegovega gazde, kot ga popularno imenujejo. Tukaj so določeni premiki. Problemi so seveda na inšpekciji za delo, predvsem iz enega področja, predvsem iz enega razloga, ker kljub temu, da seveda inšpektor izda odločbo o odpravi pomanjkljivosti, seveda ta odločba še vedno ne pomeni, da se potem ta pomanjkljivost, vsaj stališča zaposlenih, tudi dejansko uredi. In je, po mojem bi bilo dobro razmišljati o nekem spremembi zakonodaje v smer, da bi dejansko odločba inšpektora bil tudi izvršilni naslov. Ker ljudje, preprosto povedano, če ni regresa v podjetju, inšpektor to ugotovi, izda kazen, izda ureditveno odločbo, vendar to še ne pomeni, da bo ljudje regres, recimo, če tako rečem, dobili. Še vedno morajo iti po sodni poti ta regres iztirjati ali ga pa potem uveljavljati v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Če pa bi bil to direktno izvršilni naslov, bi bilo pa to možno. Poudaril bi še nekaj, da pri tem cenovnem dumpingu bi bilo dobro, da bi država sprejela še en ukrep, ki je smiseln in ponekod ga imajo, tudi o spodnjem nivoju ponudbene cene. Namreč, gledajte, gradbišče Markovec je tipičen tak slučaj. Tam je po ocenah, bomo rekel, vseh strokovnjakov tista investicija najmanj pocenjena za kakšnih 20 milijonov evrov. In seveda, potem, ko podjetje prevzame tak posel, ki je toliko podceno, se nam seveda lahko zgodi to, kar se je zdaj zgodilo. In jaz sem skoraj da prepričan, da bo v končni fazi tudi za državo dražje, da bo zaradi zamud in vseh težav, ki bodo tam nastale z uvajanjem novega izvajalca v poslu, s tem nastali večji stroški, kakor pa da bi se, bomo rekel, pogodili za neko normalno ceno in da bi tudi posel lahko potem normalno tekel. Tako da mislim, da bi bilo dobro vnesti v zakon o javnih naročilih tudi neko določbo o spodnjem nivoju neke ponudbe, ki še omogoča dejansko izvedbo nekih del. Težave s plačilom podizvajalcev. V tej državi obstaja ena uredba o direktnem, tako imenovanem direktnem možnosti direktnega poplačila podizvajalcev, seveda tam, kjer je država, kjer gre za javna naročila, kjer je država na katerem koli nivoju pač investitor. V tem primeru bi seveda bilo možno tudi direktno poplačilo podizvajalcev, vendar seveda morajo biti pri tem izpolnjeni neki določeni pogoji. Se pravi, dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se to ne izvaja in tukaj je pač
mora, kot sem rekel, država nujno poskrbeti, da takrat, ko dela izvaja, da se tudi upošteva ta uredba in da pride do poplačila podizvajalcev, ker namreč ti so pa že glavni izvajalci so v težkem položaju, podizvajalci so pa še tudi v bistveno težjem položaju. In ti podizvajalci seveda imajo tudi delavce in zaposlene, se to ne izvaja nekdo tretji, ampak izvajajo za svojimi zaposlenimi. Tako da, ne vem, za uvod mogoče toliko, to sem že malo predal. Okay, no, Harovski, sam moment bi kolega govoril. Prosti. Ja, to sem ta glavno, prosti. Še lepo sad še moj namenu. Jaz sem povedal mogoče za začetek čist konkretno zgodbo, kaj se recimo zgodbo, ki sem jo že omenil v ponedeljek na konferenci v Vinskem, pri vseeno moram ponavljati, da se vidi tudi ob vseh kršitev na zadnjem gradbenem sektorju v podjetju SCT, oziroma v šinskem podjetju SCT EBA, kaj se je zgodilo, kaj se še dogaja. Rečemo tega, da v valovih prihajajo kadrovske čistke, v smislu tega, da je konec novembra bilo 80 delavcem niso bile podaljšane pogodbe o zaposlitvi, začasne pogodbe o zaposlitvi, to moram povedati, ker ti isti delavci so delali pri istem podjetju več kot 7, 8, 9, 10, 11 let celo v nekaterih primerih za določen čas. Skratka, šlo je za eklatantno kršenje delavskih pravic, še vedno gre za eklatantno kršenje delavskih pravic, ampak zdaj na žalost se dogaja z druga serija kršenja, ki je v tem trenutku poteka, tretja serija bo prišla na vrsto konec decembra. Skratka, očitno se pač menedžment požvižga na te pravice in to isti menedžment, katerega vrh je, se vemo kdo, gospod Zidar, ki ima najvišjo plačo v Sloveniji. Skratka, to bi jaz zelo jasno podaril o tako imenovanem kulturnem korporativnem menedžmentu, kar je nekako čudna besedna zveza za slovenske razmere. Jaz bi tukaj mogoče nadaljeval s tistim, kar je že Oskar zelo jasno povedal, ampak bi mogoče šel na mednarodni nivo. Slovenija v tem trenutku še vedno ni niti podpisala, niti ratificirala konvencije 94 mednarodne organizacije dela. Torej ILO konvencija 94, ki govori o javnih naročilih. V EU-ju je to konvencijo podpisalo, oziroma ratificiralo 12 držav članic EU, kar je pomenljivo tudi Bosna in Hercegovina je to ratificirala, tudi Makedonija. Skratka, gre za to, da se postavi neki temelji pravičnosti, ekonomičnosti pri javnem naročanju. Mislim, da mi ne treba razlagati preveč o tem, kaj pomeni nekako, da se postavi neki temelji pravne osnove za javno naročilo, ker je Oskar že povedal prej, kaj pomeni, če tega ni. Mogoče bi jaz dal mogoče en primer iz tujine, kaj se recimo zgodilo na Poljskem pred kratkim. Naročilo za en odsek avtoceste A2 na Poljskem je dobilo kitajsko podjetje Kovek, ki je v 100% državni lasti, dobilo ga pa zaradi tega, ker je za 30% imelo nižjo ceno od vseh drugih. Skratka, tu gre za en zelo močen simptom, ki razsaja po celi Evropi in ga je zagotovo treba zaustaviti za neko postavitvijo nekih temeljev in tukaj tudi država Slovenija ima odgovor za to zaustavi, ker, če metaforično povem, bi rekel na kratko povedano nekako, da so to visoki stroški, nizke cene, ker nekako ven to udarijo prek aneksiranja in tako naprej. Skratka, prva stvar, ki bi podaril, je takojšen pristop države k podpisu notifikaciji ILO konvencije številka 94. Mogoče ste včeraj, oziroma zagotovo ste včeraj tudi zasledili informacijo, da je Evropski parlament potrdil pomoč delavcem Mure preko sklada za prilagoditev globalizaciji. To gre za natančno 2.247.000 evrov. Gre za zelo veliko vsoto, ki verjamem, da bo tudi pomagala preostalim delavcem in delavkam Mure, ki so brezposelni, da se nekako tudi vključijo nazaj v trg dela. Bi pa tukaj povedal naslednjo stvar. Ta sklad je izjemno pomemben sklad, ki deluje zelo učinkovito, namenjen je direktno delavcem, ki so postali žrtve prestrukturiranja oziroma globalizacijskih tokov v Evropi. In po zadnjih podatkih je recimo bilo vloženih 65 vlog, to govorim za EU celotnem, v skupni vrednosti okoli 373 milijonov evrov. Ampak ko pa recimo je poslanec slovenski v parlamentu Evropskem povedal, zakaj pa ne bi tega naredili tudi za Vegrad oziroma za Prevent, pa je ministrstvo za delo povedalo, da pač ni neposredne povezave med krizo in pa med tema dvema podjetjema.
Mislim, da je Oskar tudi dosti jasno povedal v tej točki, da država se ne sme skrivati za slabim menedžmentom oziroma za, rečemo temu, tajkuni, neko rečemo temu pa za tajkuni, ampak naj tudi prevzame določen del odgovornosti in naj porabi vse možne variante, da, oziroma vzvode, da lahko pomaga tem delavcem. Kajti te delavci so bili upeharjeni že enkrat in sedaj bodo postali ponovno očitno žrtve tega, da je med njimi in pomočjo iz EU-ja slab menedžment oziroma pač tajkuni. In tukaj tiste besede, ki jih je povedal Jelko Kacin, zakaj ne bi tudi poskusili v primeru Vegrata in Preventa, tukaj so zelo na mesto. Država tukaj, mislim, da tisti odgovor, ki ga včeraj dala, ni zadovoljiv, zagotovo ni zadovoljiv. Oziroma njihovi argumenti so zelo trhli, torej tisto, kar govorijo, da ni povezave med krizo in pa med podjetji. Ok, se je slab management, ampak jaz bi povedal naslednje, da recimo Hilda Tovšak ni nastala sama iz sebe, ampak je simptom sistema, ki je povzročil krizo. In to je tista stvar, ki moramo biti mi tukaj zelo jasni. Če pa že govorimo o teh simptomih, bi pa jaz povedal mogoče še ena stvar, ki je zelo pomenljiva. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so bili izdani pred 3 meseci, se mi zdi, o tako imenovani statistiki demografije podjetij, je med leti 2006 in 2007 v Sloveniji nastalo več kot 3200 novih gradbenih podjetij. In zdaj stvar je v tem, da dosti izmed teh podjetij je preprosto slamnatih podjetij. Je preprosto tako imenih virtualnih podjetij, ki imajo fiktivni naslov in so zgolj namenjeni, da spostavijo ta črn, siv, kakorkoli že, kadrovski tok ali iz Bosne ali iz Makedonije in tako naprej. Ko smo mi to opozarjali, kar naprej, Ministrstvo za gospodarstvo, da naj za vraga že malce bolj regulirajo ustanavljanje podjetij, smo dobili nazaj zelo krut odgovor, ne moramo zaustaviti gospodarske pobude, ne moramo zaustaviti proste gospodarske pobude. Oziroma, če citiram gospod Radičevo, Ministrstvo za gospodarstvo, zaradi parih ekscesnih primerov pa že ne bomo šli spremenjati sistema. Če sem jaz tukaj tudi sam zelo krut v obratno smer, celoten sistem socialnega varstva, recimo zakon o uveljavljanju sredstev iz javnih sredstev oziroma zakon o socialnih pravicah, ta nov, je nastal na podlagi tega, ker je minister Svetlih kar naprej govoril o tem, da se zlorablja sistem pravic socialnih. Torej, v enem primeru pri socialnih pravicah se govori o zlorabah, ki niso dokazljive, nastane cel nov sistem, pri prosti gospodarski pobudi, ko pa so dokazljive kršitve in ni samo ena, to ni samo pač eksces, je simptom, pa je v težišču tisti nastavek, ki govori o prosti gospodarski pobudi. To je preprosto nerazumljivo, nepravično in nedostojanstveno do samih delavcev in do samih državljanov. Tako da tukaj apeliramo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo, da naj zavraga že enkrat uredi to situacijo, zaradi tega, ker stroški tega bodo seveda spet udarjali nazaj v proračun oziroma nazaj v državo zaradi neplačevanja in socialnih prispevkov in seveda tudi na koncu eklatantnih kršitev delavskih pravic. To so te stvari, nekako, ki so izjemno pomembne. Na koncu bi pa samo omenil, da v vsem tem kontekstu se nam zelo hitro bliža tudi 20. obletnica Konvencije Združenih narodov o pravicah delavcev, migrantov in članov njihovih družin. 20. obletnica bo v soboto, zato bi jaz tukaj še enkrat pozval državne organe, odgovorne in državo, da naj konkretno, oziroma ne konkretno, takoj pristopijo k podpisu ratifikaciji Mednarodne konvencije Združenih narodov o pravicah delavcev migrantov, ki, bom rekel po pravici povedano, so še nazaj pred 3 leti predstavljali težišče oziroma nekako mogoče tudi center razvoja BDP-ja oziroma dviga BDP v Sloveniji, sedaj pa predstavljajo očitno, glede na situacijo, ki se dogaja, nepotreben strošek in nevidni problem. Hvala. Ja, hvala lepa. No, jaz bi samo misel dodal k temu, kar sta moja dva kolega rekla. Tukaj bi, glede zakaj smo res tako občutljivi na to področje gradbeništva. Zdaj, ker se vendarle res na to dejavnost veže v dobrem in slabem tudi delo drugih dejavnosti. Objektivno, to niso samo gradbeni stroji, gradbeni material, delavci, ampak na to se veže zagotovo tudi delo delavce in delavk lesne industrije, industrije bele tehnike, elektroindustrije, strojništva. Skratka, tisti, ki ne vidi teh povezav, ne vidi in ne razume marsikaj, kar se bi lahko in se dogaja zaradi te problematike. Kar se tiče javnih naročil, jaz bi dodal, poleg tega, kar ste rekla moja dva kolega, še en pogoj bi mogel biti izpolnjen.
v nekih državah, tudi pri nam blizu, je ta pogoj pomemben. Torej ne samo cena, ne samo kvaliteta, to je potrebno, tudi spodnja cena, zagotovo, kar je kolega Oskar rekel, to je pomembno pozorilo. Ampak v mnogih državah in pri nas bi moral biti tudi ta standard, da bi naročnik preverjal tudi, ali tisti, ki kandidira, ali izpolnjuje vse obveze do delavcev, ali plačuje prispevke, kako je z družbeno odgovornostjo kapitala oziroma podjetja, ali izpolnjuje kolektivno pogodbo. To je pri nam pogosto stranska tema. Ampak imamo v nekaterih državah, kjer se prav izda certifikat, uradni dokument, ki dokazuje, da tisti, ki kandidira, izpolnjuje te pogoje. Kajti, če greš samo na ceno, potem spregledaš marsikaj, kar se dogaja. In mislim, da glede na 21. stoletje, v kateri družbi pa živimo, se bi ta standard mogel nedvomno v Sloveniji dvigati. Širše bi pa rekel, tako pogledajte, ko so banke v problemih in so v problemih, postane to glavna tema. Glavna tema ne samo pri nas, glavna tema v Evropski uniji in tudi sedanje današnje srečanje predsednikov vlad je temu posvečeno. Torej, gre za alarm. Alarm in vsi sistemi deluje, kako rešiti banke. Jaz se zavedam medsebojne odvisnosti, seveda. Ampak politiki spregledajo tudi medsebojne odvisnosti, kaj se bo zgodilo z nami vsemi, če bodo tovarne še naprej tako propadale, kot propadajo sedaj. Ampak sistem je tu krivičen. Kar se tiče bankirjev, kar se tiče tega sektorja, so politiki ohranili za te ljudi socializem, državni socializem. Kolektivno se rešuje, kolektivno pomaga, ni ovir za sredstva in še marsikaj. Podjetje so pa pahnili in delavce v podjetjih v grob kapitalizem. Češ, rešite se, to je trg, to je kapitalizem. To razhajanje, ta dva velika obraza, ki sta v Evropi, mislim, da nista dobra. Tudi v Sloveniji, bodimo pozorni, vem, da je stečaj sestavni del življenja, tako je smrt in tudi lahko rojstvo, čeprav je teh rojstva tudi tukaj v gospodarstvu premalo. Ampak z neverjetno lahkotnostjo nekateri odgovorni vidijo rešitev v stečajih. Tako z levo roko, kot dober dan, pa stečaj. Ampak stečaj ne more biti uspeh. Stečaj ni uspeh. Uspeh je problemi, ki nastanejo gotovo, so težki, kako te probleme rešiti podjetje, rešiti čim več delovnih mest. Zato, ker tudi za delavce samo na videz je to pogosto rešitev. Rešitev za zelo kratko obdobje, ko vendarle dobiš neko nadomestilo, ker te status preko stečaja greš na zavod za zaposlovanje. Ampak to obdobje se izteče, to je nekaj mesecev, največ 2 leti. In kaj pa pol? Tukaj se ponovadi skrb širša pa neha, konča. Zato mi opozarjamo glede na pričakovane trende, ki so neprijazni do delavcev zaposlenih v gradbeništvu, da bi morali odgovorni, to se pravi lastniki, se obnašati odgovorno tudi tako, da bi pripravili pravočasno programe prestrukturiranja, kako pomagati delavcem, kaj je z izobrazbo, kaj je z znanjem, pravočasno. Ne takrat, ko prihaja stečajni upravitelj, da v prispodobi rečem. Ne takrat, kadar dejansko ni več nič denarja, ni volje, vsak skrbi sam zase in v tej skrbi zase v bistvu tisti, ki vodijo podjetje in ki so zafurali, znajo zase poskrbeti. Nihče od teh ni šel na zavod za zaposlovanje. Skratka, sindikati opozarjamo lastnike na družbeno odgovorno obnašanje. To je pojem, ki je v Evropi večini držav priznan. Ni tujka. Pogosto je tujka pri nas. Tega ne razumejo. Pravočasno, ko nastanejo težave, ko se da predvideti težave, ne rešujejo v prvi vrsti delavce, delavke. Tega je v tem trenutku absolutno premalo. Smo pa
preobremenjeni z problematiko tajkunov. Tisti, ki je kršil zakon, tisti, ki je kršil tudi temeljne moralne norme, pa jih mogoče v zakonu ni, dajmo zakon dopolniti, dajmo spremeniti. Dajmo ljudi, ki so kršili zakon, sankcionirati v skladu z pravno državo. Ne smejo pa posledice tega nositi delavci in delavke. Ne smejo nositi. In to se pogosto pri nas dogaja. Delavci so pogosto potisnjeni na obrobje zaradi tega in šele potem, ko nekaj mesecev ne prejemajo plače, kadar je dejansko kalvarija neizmerna, takrat zbudi ta problem neko večjo pozornost, pa ne bi smel. Tako da mislim, da tudi lastniki kapitala, tudi državne inštitucije bi morali neprimerno poprej odreagirati na način, namreč oni imajo vzvode moči, oni imajo moč pravne države, inštitucijo pravne države, da pravčasno odreagirajo. Namreč, zakaj smo mi tako občutljivi in s tem bom končal na umiranje podjetij? Namreč, podjetje niso samo zidovi, niso samo parcele, lokacije, so predvsem ljudje, ampak še nekaj je v podjetjih. Mogoče nekdo to težko razume. Podjetja imajo tudi dušo. Namreč, v podjetjih je koncentrirano znanje generacij, znanje tehnične inteligence, izkušenj. To niso tako kot lega kocko sestavaš, pa daš na razen, pa spet sestavaš. Ko enkrat podjetje propade, ko podjetja ni, tudi ni tistega znanja, inovacij, tisto, kar ne dobiš kar tako. Podjetje ne nastane, da kar naenkrat dobiš skupaj delavce, stroje, pa podjetje živi in je uspešno. In zaradi tega se praviloma za podjetja je potreba boriti. Seveda z znanjem, z sistemom, ki bo do pogojev poslovanja, do njih prijazen. Tega vse manjka. V zadnjem času res z neverjetno lahkotnostjo, o prvi večji problemih se reče pa stečaj. In potem se tisti oddahnejo. No, tukaj bi pač mi končali. Je kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Ob Vegledu sem naletel na izjemne podatke, danes potem nič niste povedali, gradbeni sektor ima eno težavo, da ga vodijo neki samozvani voditelji delavcev. Ti delavci ustvarjajo popolnoma lažne slike na gradbiščih, kjer se pogovarja 15 gre tja, 10 pa tja, nikoli poimensko. Kaj boste naredili, da boste preprečili? Jaz nekako bi sploh poimenoval, ker to so basically mafici. To oni imajo nobene pravne podlage za to, da furajo v sektor. No, skaj izvoli. Možda imamo težav z razumevanjem vprašanja, ali mislite sindikalne voditelje? Ne, delovske mislim, ker oni so izvoljeni v tej inštituciji kot predstavniki delavcev. Zaposlenih. Predstavnik Vegrada, sindikalist, je rekel, če jaz rabim delavce za gradbišče, pokličem Mibrota in rečem Mibro, pošljem jih 20. In to je vse, kar jaz rabim vedeti. Ko se z Ibrotom skregam, pokličem Hasana in rečem Hasan, tam jih pravim 30. Kdo so ti Ibroti Hasani in kaj boste naredili? Torej, predvidevam, da sem zdaj razumel vprašanje, če ne bi boste pač povedal. Če mislite na zunanje, tako imenovane kooperante nekaterih gradbenih podjetij, verjetno so to. To so tako imenovane gazde, o katerih sem prej govoril, oni popularno imenujejo gazde, zato ker ti ljudje odločajo o teh ljudeh praktično vsem, kje bo delal, kje bo živel, skoraj da kaj bo jedel in kje bo spal. In so vsemi temi problemi, ki so s tem seveda povezani. In ti ljudje so, kot sem rekel, v skoraj da služni lastniških pogojih, je pa dejstvo, da seveda vsako gradbeno podjetje v določenih konicah, seveda ima, bom rekel, zaposluje pač tako imenovane kooperante, zato da pač povečan obseg dela lahko krije, ne more pa seveda zaposliti za stalno, ker potem seveda v obdobju manjšega dela je potem seveda problem za pač presežno delovno silo. In ti ljudje so več ali manj v glavnem, ne več ali manj, praktično so 95 pa 99% delavci migranti. To, kar smo prej govorili
vsa problematika, ki je povezana s tega naslova, je to dejansko to. Ampak gledajte, jaz, kukar je bila, bom rekel, ono obdobje, ko smo tako visoko rasli, je v bistvu bila previsoka, če temu rečem, prevelika rast. To je, jaz rečem tako približno, če otrok prehitro rase, je sicer fajn, ne rečejo, vete, kako fajn rase, ne? Ampak tak otrok bo v bistvu imel neke težave za zdravjem potem, ne? Normalno, da ti raseš toliko centimetrov na leto, ne pa toliko 10 centimetrov, ne? In to, kar se nam je zgodilo, v bistvu je bilo potem seveda zaradi tega velikega povpraševanja, so seveda potem se pojavile, bom rekel, take gazde, se to ni sicer odločili, ampak je bilo pa v bistveno manjšem obsegu, ne? Ki so seveda novačili ljudi, v glavnem iz držav, bomo rekel, bivše Jugoslavije in tukaj gor pač pripeljali na razpolago. In seveda, tukaj je bil tudi en pravni hakelc. Oni so bili dejansko delali kot kooperantje. V bistvu so bili pa ti ljudje za naše pojme, sindikalne, vendar tukaj nismo mogli prebiti v bistvu agencije, ker so oni dejansko posredovali samo delovno silo kot tako. On je poslal na ljudi, on je poslal na gradbišče ljudi, tako kot pravite, 20 ljudi si dobil na gradbišče, ki niso imeli ne svojih osnovnih sredstv nobeni, se pravi, so imeli samo glavo pa roke, pa tisto minimalno opremo, če so sploh imeli, če niso bili praktično tudi neprimerno obuti in oblečeni. Ne. In ta, kot sem rekel, ta kvas, ki je vse to napihoval, ne, je v bistvu vlekel vase tudi vse takšne anomalije, ki so se dogajale. Seveda v zdajšnjem času krize pa zopet ti ljudje so zopet na udaru, ker pa seveda prvi izgubljajo delo. Ne. Jaz to, kar vedno govorim, da trg, to, kar sem prej govoril o možnosti izgube dela za 30 000 zaposlenih, bo v gradbeništvu bistveno manj odmevalo kot v neki drugi dejavnosti. Zakaj? Ker imamo tukaj veliko število ljudi, ki so zaposleni za določen čas. Ali imajo delovna dovoljenja, ki so vezana na neki določen čas, ali karkoli. Glavne pa iz tega naslova. In ti ljudje, pogledajte primer Vegrada. Ne? Vegrad je imel še eno leto pred stečajem 2000 zaposlenih v celi skupini. Ko je šel Vegrad v stečaj in vsa podjetja iz te skupine, ne, trenutno živi še eno in poskušamo pravzaprav narediti vse, da bi tudi bodoče še živelo, da bi mogoče vsaj neki zametek firme še tam ostal, je bilo pa vsega skupaj niti ne 1000 zaposlenih. Se pravi, za 1000 zaposlenih so vsi vedeli, da je šlo v stečaj, za 1000, ki pa jih je šlo v enem letu ven iz tega podjetja, pa skoraj da noben ni vedel. Pa ravno isto število ljudi. Ne? Ker se pač, zdaj se v firmah dogaja to, ne, da se pač pogodbe za določen čas iz takšnega drugačnega naslova več ne podaljšujejo, ne, in s tem potem seveda počasi preneha delovnega razmerja in ta zaposlenost pada. In še nekaj je, ne, da tudi statistično je padca tega zaposlenosti bistveno več kot statistika zajame, ker tujci, ki nimajo stalnega prebivališča pri nas, pravzaprav niso zajeti v teh evidencah Zavoda za zaposlovanje. Ne. Samo tisti, ki so zaposleni, bom rekel, ki imajo stalno prebivališče, ne, in ki imajo tudi pravico do nadomestila, ti so zajeti v evidencah, ne. Tisti pa, ki tega nimajo, pa niso zajeti. Ne. Zato je ta, bom rekel, prikrita brezposelnost pravzaprav vsaj na našem področju še bistveno večja, kot jo pa uradna statistika zajema. Ne vem, če sem... Še govorim bi nekaj na to temo, ne? Ja, čisto. Ja. Ja, ne se to... Čisto kratko, mogoče samo to, hvala za vprašanje, ker je tudi izjemno pomembno vprašanje. Jaz bi tako rekel, čisto enostavno pa jasno. Tako imenovane, ali pa tudi ne, gazde so produkt manjšne obsedenosti s prosto gospodarsko pobudjo. To je dejstvo. Zdaj, kaj hočem s tem povedati? V istem času, ko se BDP povečeval, ko se recimo ekspanzija gospodarskega in gradbenega sektorja dogajala, se je v 2007 obdobju do 2010 oziroma do 2009 za 100% povečalo število agencij za posredovanje dela. Iz 90 na 192. To ni slučaj. Druga stvar je pa še ena, da v tem času se je eksponentno povečalo število kršitev ravno v teh agencijah. Oskar je čisto pravilno rekel, da so praktično pravno do sedaj bile neulovljive. Kaj se hočem povedati? Agencije so po večini delovale na gradbiščih prek tako imenovanih fiktivnih civilno-tehničnih pogodb in sploh inšpektorji niso mogli oglobiti, ker niso bile agencije. Skratka, našli so si neko pravno luknjo in so se parkirali noter in so v to pravno luknjo pometali čim več delavcev. Kaj se zdaj dogaja? Se pa dogaja seveda povratne migracije in kot je rekel Oskar, je problem v tem, da se potem problem prestavi v drugo državo, se ga naredi nevidnega za v tem primeru Slovenijo. In to je izjemno alarmantna situacija. Dobro, lahko počasi končamo, lahko. Prav, hvala lepa vam.